Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi niza Beletrina v živo. Dobrodošli na premierni predstavitvi premiere, na premieri premiere. Hvala, Emil Filipčič File, da ste prišli. Zmeraj ponavljam, da File je legenda in dovolj bi bila že dva naslova, radijska naslova, Buten Skala in Radio Gaga. Ampak File se ni ustavil tukaj, nadaljeval je, pisal, literarni, gledališki ustvarjalec, zelo plodovit in v tem tisočletju, kot piše tudi v premieri, hišni avtor založbe Beletrina. Kar 8, to je že 8. roman, ki je v tem tisočletju išel pri Beletrini, premiera. File, na kaj pomislite, ko pogledate teh 8 romanov za nama in 8. Ja, moram ti povedati, na Mitjo Čandra. Aha. Zmeri pomislim na njega, ker... Na direktorja Beletrine. Ja, pa takrat, ko sem ga spoznal, niti ni bil direktor, bolj so bili študentska založba, bolj se mi zdi, da so vsi skupaj, bolj ena skupina se mi je zdelo. No, on pa je bil človek, zaradi katerega je teh 8 knjig tle, ker ko mu je enkrat postala všeč ena moja knjiga, Keopsova piramida, Tam imamo. mi je telefoniral domov, ne. To se redko zgodi. Daj, ene dvakrat, trikrat se mi je zgodilo, da ti telefonira domov, bral, take knjige pa ta let še nisem bral, ne. Aha. To je pa perfektna knjiga, ne. Od takrat naprej so mu bile všeč vse moje knjige in kot pravim, evo, tukaj razstava. In po vsaki spodbuja k pisanju nove. Ja, ja. Vem, da sta tudi podaljšala čas za pisanje premiere, ne? Torej, to je zelo kratkočasna knjiga, ki pa mislim, da je nastajala malo dlje, ne? Ja, sej tole se mi zdi, da je pogruntal, da rabim zdaj po tej izkušnji 3 leta. 3 leta je glih nekako, evo, da pride do te debeline knjige, ki se mi zdi, da zadostuje. Pri romanih sicer, zdaj sem prebral Prusta in sicer vseh 7. Iskanje izgubljenega časa. Iskanje izgubljenega časa in to je res en sam roman. Osebe se ponavljajo iz knjige v knjigo, vse skupaj pa obsega, bi rekel, tam nekje med 6000 in 8000 strani. In komaj, da je kaj povedal, po njegovem lastnem občutku, ne, povedal je popoldne, kakšno je popoldne pri vojvodini Orijani, kakšen je večer pri vojvodi Germanskem. Komaj toliko čutiš, koliko je še tega, ki bi on moral povedati, ampak je nemogoče. Vi ste kratkočasni zelo, kratkočasnejši pravite, da Prust je tako dolgo počasi opisuje, kratkočasnejši, hitreje pišete, ampak bi rekli, da tudi vi iščete izgubljeni čas. Ja, skozi me nese nazaj v Beograd, kjer sem se rodil. Spomnim se slik, spomnim se dogodkov in seveda veš, da ne moreš nazaj v otroštvo nikakor, čim starejši si, tem bolj ti je to jasno, pa vseeno spominjaš se pa. Spominjaš se pa celo mogoče zmeri bolj, pa tudi spomnim se, ker sem bil mlad, stari ljudje, stric Francoz, na primer, ja, to mi je govoril, kako je bilo leta 17, takrat je imel enih 20 let, pa vse natančen, pa na občine smo morali, pa smo šli tja, pa en dogodek je opisoval.
In sem videl, kako se ne more in tudi noče odmakniti od svoje preteklosti. Ko bralec bere vaša dela, ima občutek, da mu pripovedujete tako prosto, malo tudi preskakujete, ne, sem pa tja. Pišete pa tudi v novi knjigi, da ko obujete spomine in jih pripovedujete, da imate občutek, da pripovedujete mrtvim prijateljem. Ja, to se mi je zmeraj večkrat zgodilo. Ker videl sem njega in njemu sem govoril. Kakor da bom hotel povedati, vidiš, zdaj je pa tle takole. Saj kaj dosti se ni spremenil, ulice imajo druga imena, ampak so iste, kot prej, mogoče so asfaltirane, včasih niso bile. Kaj da bi mu hotel povedati, kako je zdaj, tukaj. Ne? Ker poleg preteklosti pa zmeri pišem o sedanjosti, ker se mi zdi, da zasluži, tudi ona je nekaj vredna, ne samo preteklost. Poskušam ujeti kakšen trenutek, ki ti v sedanjosti tako obtiči v možganih, da ga moraš ven. Ne. Ena ključnih figur v vaših delih je Srač. Kdo je Srač? Ja, Srač je eden od teh pokojnih, ko mu govorim. Zelo sva bila prijatelja tako, da sva skupaj spoznavala alkohol, pijače. In seveda sva tam pri 17, 18 marsikero zabavno dogodivščino doživela pod vplivom opojnih pijač. Ko ustvarjala tudi skupaj, ne? Skupaj sta začela pisati dramo Kegler, kaj pozneje sem jo jaz napisal do konca in v Mariboru so igrali. To je bila moja prva drama, ki so igrali. Kegler 6, ne? Kegler 6, pa zato, ker je bila 6. varianta. Ustvarjali ste z njim, pa tudi z drugimi. Ne? Omenil sem Butenskalo. Butenskalo ste z Markom Dergancom Dergijem. Nedavno sem vaju ujel skupaj na kavi. O čem se pogovarjata, ko se dobita? Ja, v glavnem o tem, kar so naredila. Ker še traja. Pred kratkim so na Koroškem, na avstrijskem Koroškem izvedli Butenskalo. Eno amatersko gledališče Trota Mora. Videl sem samo po internetu. No, tudi v Sloveniji, ne, smo doživeli pred leti. Ja, tudi bilo pa v Mladinskem, pa v Prešernovem. Drugače pa so napisala z Brankom Gradišnikom knjigo Kerubini pod psevdonimom Jožef Paganel. In to mi je tudi dragoceno, ker pogledam v knjižnicah in ponavadi je ena izposoja na leto Kerubinov. Ena izposoja je. In vas zanima, kdo je tisti, ki se je izposodil? En lep občutek imam pri tem, ker en si pa je izposodil. No, ampak vendarle v novi knjigi pravite, da vas nekako miri in radosti ta občutek in to spoznanje, da vendarle svoj krog bralcev imate. Ja, res, saj sem napisal v knjigi. Grem po cesti, pa prideta dva veseljaka v Rožca. Pa pravda, gospod Filipčič, vsa vaša dela poznamo. Vse beremo, vse knjige. Sej ne bi rada motila, sam to, hvala lepa. Lepo. Pa ja, to pa je lepo, tako pri pisanju sem zdaj, ko sem star, videl, kako je to lepo, če kdo pride k tebi, pa ti reče, da je prebral tvojo knjigo, pa da je dobra, da mu je toliko všeč, da bo šel še zdaj
eno naslednjo vlad. Se je pa vendarle vaš odnos do slave spremenil, ne? Ker najbolj slavni ste bili takrat v mladih letih, ste zasloveli z Butenskalo, potem z Radiom Ga-Ga, ne? Na začetku ste bili ob Sašu Hribarju. Takrat ste bili zelo, zelo slavni in popularni, ne? Ja. Ja, no, kar v redu je, ne, biti popularen, ne, je pa tudi temna stran medalje, kako se reče, druga stran medalje, da sem pa preveč pil zaradi te slave, mogoče zato, ker sem bil obkrožen z ljudmi, pa se skoraj zmeraj reče, pa dajmo nekaj spiti, ne, pa nočeš kvariti družbe, ne. Pol pa nazadnje pretiraš s tem in se pokvari ta slava nekako. Pa plačevati moraš drugim, ne, verjetno, če si slaven. Niti Ali drugi tebi plačujejo? bolj drugi, no, ampak tudi ti, no, vsaj tako nekako. Ste pa zdaj že 20 let popolnoma trezni, ne? Kakšno je to trezno življenje? Dober, v redu je, ker nimaš mačka zjutraj, nič se ne boli glava, takoj štartaš, Lahko prideš na tak pogovor? lahko prideš na tak pogovor, komot, če ne, bi na primer moral iti v ene 5 lokalov nekaj spiti, da bi imel ene 2 deci pa pol žganja, ker na koncu se vidi, da človek že rabi žganje, premalo je pivo, ni nič vino, ker žganje po možnosti čim močnejše. In ob literarnem ustvarjanju vam tenis, ne, največ pomeni. Kaj vam da tenis? Ja. Tenis v Tivoliju. Evo, včeraj sem igral in nasprotnik me je skozi premagoval, ker je bil 40 let mlajši. No. Ni fair. Fer je, ker je moj sin. Ne? Tako pa ja. Potem pa ja. In jaz sem si rekel, nič se ne bom jezil. Zato tega, ker če sem začel tenis igrati pri 45, ne morem zdaj pričakovati, da bom ne vem kakšen tenisač. Zamudil sem veliko. Lahko edino igram z veseljem in z zavedanjem, da se bom ne glede na to, a bom izgubil ali zmagal, pol zelo dobro počutil. In to pa neverjetno drži ta dobro počutje. Zaradi tega je fajn, ker je tako rekoč 100%. Ne moreš faliti. Sam čim boš moš igrati, pa boš fajn zmatran, pa boš dobro se počutil. Pa tovarišija tam je dobra? Zelo fajn družba. Fajn družba, tako tenis nas pelje, ne. Tenisu govorimo v glavnem, drugače pa tudi v vseh drugih športih. Šport je šport, ne. Tudi vidiš, da športnik ga zanima tako rekoč vsak šport, ne. Malo da proba, kako pa je to, ne. V knjigi pišete tudi, kako vam je nekdo, ko ste bili še zelo mladi, rekel, da gledališče te zastrupi. Ja, to je bil en amaterski igralec, ne. Jih je za razumeti. Hodi v službo, pa recimo ima družino, evo ti njega, zvečer je pa v gledališču. Služba, pride dan, poje, malo se pogovori, zik v gledališče. Iz gledališča pride pa po polnoči. To jasno ustvarja probleme, ne. Poznal sem enega krojača, ki je bil predsednik kulturno-umetniškega društva France Prešeren. Šival je za njih, vse zastonj. Žena je doma norela, ne. Zakaj ne šiva rečeš, da boste denar dobila, ne pa. No, in zato je on po mojem rekel, gledališče te zastrupi. To, sem povedal igralcem iz te predstave, iz te premiere, ki jo opisujem, Simona Semenič, Žbam,
V režiji Vita Tauferja. Ne? Živita Tauferja, sem rekel igralcem gledališča te zastrupine, sem videl, da oni imajo za sabo 1001 vlogo vsak. In njih oni so zdaj imuni. Kaj pa vi? Vi ste se uveljavili kot dramatik in tudi kot igralec. Tudi igrali ste. Bi rekli, da ste tudi vi zastrupljeni z gledališčem? Ja, seveda. Zdaj bo v Celju ima veselo igra, tako sem mi dal naslov, Veselja dom. Se pravi, nadaljuje se gledališče. Ker sem enkrat nekaj napisal, bom šel spet v gledališče. Tokrat ne kot dramaturg, ampak kot dramatik, da vidim, kaj bojo naredili ekipa. Ker sem jo že spoznal, smo se pogovarjali. Kakšno je bilo to sodelovanje predlani? Ne? To je bila sezona 22-23, mislim, da je bila decembra 22 premiera, ne? Te igre Žbam, ne? Simone Semenič v režiji Vita Tauferja. Tam ste kot dramaturg nastopili. Ne? Kako je bilo to? Kaj vam je dala ta izkušnja, razen novega romana? Ja, že takrat sem povedal, dramaturg je prijatelj režiserja. To je bilo najbolj. Vito me je povabil, da mu pomagam. Jaz sem pomagal z enim posegom, da sem 18 strani prečrtal. Zaradi tega je bilo vse drugače. Dramatik jemlje stran. Ampak potem smo dali vse nazaj. To so take, ko izgleda, kot je en trik, pa niti se nisem jaz zavedal, mogoče se to že je. Ker to je bil njegov predlog, da sčrtam. In sem tam zbral kaj, in seveda, ko smo potem začeli vaditi, je bilo vse drugače. To smo pa potrebovali, zato da smo pozabili prejšnje zamisli, da tako rečem, in so se te zamisli same od sebe polagoma vrnile. Ker nam je manjkalo. In se je izkazalo, da tisto, kar je napisala, je prav, da drži. Tako avtorica Simona Semenič kot režiser Vito Taufer nastopata kot lika v knjigi, v romanu Premiera. Povabil sem ju, da vama postavita vprašanje, če sta že lika, da tudi ona dva sodelujeta pri tem intervjuju. In Simono Semenič zanima, kakšna je po vaših izkušnjah razlika med satiro v 70-ih, 80-ih letih in danes? Torej, vaša izkušnja, njen vpliv satire na družbo, torej kak odtis pusti na družbi? Ja, to je brez dvoma stand-up. Stand-up je nekaj novega. Jaz sem imel svoj stand-up, ne da bi vedel, da je to stand-up, v Cankarjevem domu, v tisti zgornji dvorani. Govoril sem 1 uro, pa četrt se mi zdi, pa sem še povedal, da sem zdaj pa zmatran, pa da bom nehal, če ne bi lahko še, so bili za. Da je to je ene vrste satira, ki pa ni, bi rekel, politična, ampak družbena pa je. Ne vem, spomnim se enega ruskega stand-up komedijanta, ki je govoril, kako letimo z avioni in kako odmetavamo blato z avionom. In to je pa tako komično prikazal v primerjavi z tem starogrškim filozofom, ki je sedel, pa me je pteč srl na glavo, pa je rekel, zahvaljen Zevs, da krave nimajo kril. Tako nekako je on speljal. No, ta stand-up se mi zdi, da je tist. Kaj pa sam vpliv satire na družbo, kako je lahko takrat v 70-ih, 80-ih in danes? Ja, vpliv je bil velik. Recimo, Žarko Petan je za Novo leto nastopil
In je rekel, nekateri me sprašujejo, zakaj pišem. Zato, ker ne morem streljati. To je bilo takoj prepoved in Žarka Petana in vseh, ki so bili zraven. To je bila preveč ostra satira, preveč dvoumna, koga bi pa rad streljal, pa tako naprej. Ne. Je bilo bolje to absurdno, kakršno ste v Butenskali uprizarjali, ker tam je pa tudi rojstvo totalitarizma prikazano. Ja, ampak to se pa nisem zavedala, veš, to je pa šlo kar da se zdaj dobiva, pa začneva, pol pa naprej. In kar samo od sebe pride do vojne, že tle se zdi človeku, ima občutek, da vojne so zaradi njega. Že zaradi misli, ki so kar naprej v teh vojnah. Nazadnje sem bila v Montana, se je bil udeležen v samih vojnah, v samih osvajanjih gradov. In imaš občutek, da ni človek, ki bi bil za vojno, sploh ne, ampak udeležil se jih je pa kar naprej. Ja. No, Vito Taufer pa sprašuje, mogoče bi bilo spet zanimivo slišati zgodbo o tem, kako je bil File musliman. Ja, tole je pa tako, sem bil 5 let star na Čuvorju v Beogradu, na našem dvorišču, sem videl Boga na nebu. Imel je košate bele lase, košato belo brado, izjemno topel, bil je dober. In je razumel mojo hudobijo, ki sem jo opisal v knjigi Problemi najbolj. Pozneje sem pa prebral Sveto pismo in Koran. Potem sem se pa odločil, da bom molil, pa da mi na pamet znal Koran. No in sem se kar naučil enih 30 strani in sem molil in tudi govoril, kakor da sem zdaj musliman. Potem sva se pa z ženo poročiti v Sarajevo, da bi se jaz pa musliman sporočil. In sem prišel v tisto njihovo mošejo in sem molil skupaj z njimi. Oni so takoj videli, da nimam pojma, ker nisem znal teh vseh krmajev. Ampak so me sprejeli totalno, sploh ni bilo, kaj rabiš, kaj tako. Pol sem pa zagledal, ne vem, ko se mu reče, je bil to imam, ki je poučil enega dečka Koran v arabščini. In takrat je bilo meni jasno, da se ne bom poročil, pa tudi, da se ne bom učil v arabščini Koran. In to je bilo vse. V zvezi s tem. Potem mi je pa preostala vera v literaturo. In dobimo jo tudi v premieri, kjer je marsikaj. File je včasih File, včasih je Jaguar Petrovič, tretja oseba, to se vse prepleta. In včasih je stranac čelično plavih očiju. Prepletajo se popularna kultura, visoka kultura. Zelo lep poklon je tudi Sašu Hribarju, spomini nanj. Tudi Hendriksa, ki ga imam danes na majici, najdemo. Tako, marsikaj še najdemo, ampak pustiva to bralcem, da sami raziskujejo to Filetovo vesolje. In zaključiva s tem neko retorično figuro Aristotelovo uporabite v tej knjigi tudi, da vam je bilo zelo všeč, kako Aristotel piše vmes, ko pripoveduje o nečem in potem napiše dalje in naprej. Tako da vam želimo vsi vaši zvesti bralci ta dalje, naj se nadaljuje. Hvala lepa. Ja, hvala vam. Beletrina v živo.